dragi Janez. Črtomir je bil star ravno nekaj dni, ko se je začel cirkus na sodišču. 3 leta po izbruhu afere, 3 leta po tem, ko si Janez postal tarča še enemu izjemnemu blatenju in sramotenju za vsako priložnost. Kot da bi se kdo dogovoril z mano, kdaj bom rodila. Ukraden je bil skoraj vsak naš prosti čas, vsi ponedeljki, številni vikendi. Pred 10 meseci se je rodil Jakob in nekdo se je spomnil, da bi te sodišče po 2 letih ravno pravi čas lahko obsodilo. In so te. Tik preden je Jakob prišel na svet. Da se ne bi slučajno veselil novega življenja. Bolje, da si ranjena žival, bi rekli. Kakšna naključja, kot pravljica. Janez, skoraj 10 let je, kar naju je povezala ljubezen in v vsem tem času sem se od tebe ogromno naučila. Tudi to, da do sedaj nisem srečala bolj iskrenega, skromnega in poštenega človeka, kljub mnogim talentom in izkušnjam, ki bi te lahko naredile ošabnega. In če kdo danes povsem zagotovo ve, da se ti dogaja nepopravljiva krivica, in to ne prvič, sem to jaz. Tudi zato, ker skoraj ni minil dan v teh 5 letih od izbruha afere, da se ne bi o njej tako ali drugače pogovarjala. Najino skupno pot je kruto zaznamovala. Človek v življenju dela napake. In jaz bi sprejela tvoj odhod v zapor, če bi bila to kazen za dejanje, ki si ga storil. In priložnost za obžalovanje. Vem, da bi tudi ti kazen takrat brez besed ponižno sprejel. Nikoli pa ne bom sprejela te sramotne, primitivne, žaljive, predvsem pa krivične obsodbe. Sramota! Jakob in Črtomir ne smeta spoznavati tega sveta brez tebe. Nihče nima pravice, da jima s prevaro in lažjo jemlje očeta. Zato bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo dneve in noči kmalu spet preživljali skupaj. Lahko te fizično ločijo od nas, ne morejo pa zapreti naše ljubezni in ne morejo ubiti resnice. Danes uspavala najina sinova, preden sva odšla sem razmišljala, kdaj boš to spet storil ti. Janez, zelo kmalu, pravi srce. Točno! Radi te imamo, Jakob, Črtomir, Nika, Žan in Urška. Hvala vsem, ki nam stojite ob strani.